Živijo in dobrodošli v novi epizodi Lidlove vitalnice. Tokrat se odpravljam na Rašico in s sabo imam enega zelo posebnega gosta, ki ste ga sigurno že zasledili tudi na Lidlovih vsebinah. Tudi seveda. Tako, ta je pa že bilo primerno za ene derezice. Ima pomrdeno. Torej, začela bova najno odpravo na Rašico iz grada, kakšen grad je? Jable, grad Jable, ko je lepo tlele. Aha, da pokažem. Tako je tako, malo po ribniki, tako. Zdaj, Uroša sem zraven vzel, zato kot prvo je dobra družba, kot drugo je pa local legend in te okolične hribčke veliko bolj pozna kot jaz. No, a nam znaš kaj več povedati o Rašici? Koliko je visoka, recimo? Rašica ima, mislim, da je dobrih 600 metrov, gor je en tak lušten stolpek. Zdaj tukaj po tej poti jaz hodim, ker pač mi je dobesedno za hišo. Ja, začela sva od njegove hiše. Drugače je res veliko enih izhodišč skoraj iz vsake smeri, Črnuče, Gameljne, Šinkov, Turn, Vodice in tako naprej. Gre kar še naprej po cesti, ti okay. Smučišče pokazati. Super. Tukaj je res taka direktna, gor priješ še na Dobeno. Narediš pa nekje dobrih 300 višincev narediš. Super. Ja. Tako nekaj tazga Košmarna gora. Nekaj tazga Košmarna gora, samo da je tukaj ta pot kakšen kilometer daljša, tako da je malo raztegnjena. Šmarna gre pol direktne, tle pa to večkrat dobiš. Ok, super. Pot je, ne? Ja, in kako veš? Nazaj proti Trzinu, na novem delu. Narediš en tak krog. Tukaj greš lahko tudi čez Travnik, pa priješ direkt na cesto in priješ pol po cesti na Doben. Šele pred kratkim, to se pravi par mesecev nazaj, pa sem ugotovil, da je tle še ena pot, ki te pelje na Doben, pol pa malo bolj taki makadamski, malo bolj prijazni cesti, je pa strma. No, takole, prišli smo iz gozda, en tak ključni travnik, kjer se nam pa že pogled odpre na kaj, na Trzin. Ja, tamle so drugače Domžale, tam je dol se malo vidi piramida iz industrijske cone, drugače pa tamle zadaj pa še Moravče, pa Limberska gora, pa to. Lepo, lušten. Tako, drugače se pride, da sem z avtom, zakaj sva Mija peš hodila? Ja. Sva ta prava, ne? Ne pa zato, ker je težko parking dobiti. No. Ne, ker se splača dol lepo par gradu, parkirati v miru in to je to. V bistvu se do vsem lik fajn ugreješ, lik super redi za tale klanc, ki vidim, da je pred nama. Tale je lušten klanček, zdaj po asfaltu še malo, pa se spet zravna, pa zavijava nazaj v gozd, sva sam še v gozdu, pa je pa čist malo še, da je lušten. Če zdaj se pa že kar dobro vidi dol, Tam je Lidl v Domžalah. Industrijska cona Trzin. Ne, iz vrha se vidi pa na uno stran proti Julijskim Alpam, bi jaz rekel, proti Gorenjski. Tako, v uno stran se lepo se odpre. Tukaj imaš na izbiro, ali greš v to smer, pa priješ to, je malo strmi, ampak luštna potka, malo se celo spustiš dol, ampak priješ pol direkt do Koče, z une spode strani do ceste. Zadnjem času sem pa začel bolj tlele hoditi, greš bolj po Gmajni, sicer se tudi malo speš, seveda, ampak kakor da bi šel, ne vem, če je to greben, tukaj greš po tej strani, tukaj gre po tej strani, In tudi priješ direkt v bistvu do stolpa lahko, kar obideš Kočo. Zdaj, jaz ta del poznam, tukaj sem že šel, nazadnje pa sem bil s tabo, po tej pa še nisem šel. Ajde. Greva tle. Kaj sem se prej zdaj spomnil? Pa imela neki pregrizen, da nova zdaj čist slačna šla gor na vrh na stolpa, Ja, končno. Ti povej, kjero boš, imaš gled prodilke čokoladice, a boš stracciatella, white chocolate chips ali pa coconut? White chocolate chips. Ja. Hvala. Kaj pa zdaj, Uroš? Kaj mora pa zdaj iti? Zdaj sem res kaj burgerji sem tle, ampak res če... No, glavno, ko priješ do sem, imaš dve opcije, levo ali pa desno. Zdaj ta levo je ena taka lepa bližnjica, zdaj kaj s tem se lepo vidi, drugače lahko zgrešiš. Lahko greš tudi tle dol, ampak greš tako, dol pa gor. Lepa bližnjica, kaj greš, sekaš. Dobesedno je bližnjica. Ne greš? Pojejo levo gor, po bližnjici, Ja. Top.
Ne se bi gor pogled, ne? Teva? Bo lepo. Je drugač, pogled je fenomenalen tukaj, ne? Nor pogled na Julijske Alpe, imamo še Karavanke in pa Kamniško-Savinjske Alpe. To je to, kar lahko mene vprašate, ker se spoznam na hribe. Tam imamo Šmarno gor, na drugi strani čez. Tole, evo, jo, se vidi Cerkovco gor. Zadnji Polhograjska grmada. To je pa to, kar jaz vem. A pa meni se da tle nekje Ljubljana. Evo, tam je pa Ljubljana dol. Uroš, a boš ti pa povedal mogoče, kaj pa je ostalo? Si bil kar izčrpan. Sem bil? Okay. Ne, edin, kar je mogoče še za izpostaviti je, ale tukaj naprej greš lahko še do Mengeške koče in taka lepa gremenska pot, mogoče za kakšen trail tek jo ful priporočam. V bistvu je cela ta planota tako en labirint takih malih stezic in to, in za trail laufat, za pošportat, pač po službi kakorkoli, je pač res idealna lokacija. No. Je tako, kaj zdaj gre pa v kočo na štrudel, ne? Zdaj pa nujno, tle imajo izjemno dobro štrudel. Res? Res paše. Kaj smo mi dobila? Kjera porcija A modela. ne, drugače res oranj. Mal tigerski vroč. Če greste sem, to morate probati. Jabolčni štrudel. Imajo tudi borovničev, da. Pred kratkim so kočo obnovili notranji del in imajo stene obložene s takimi lesenimi Silhuetami gora. tako silhuetami gora in gor piše, katera gora je, in pa spodaj celo bivaki, kje so v tej silhueti. To je to, mi sva se najedla, zdaj se stopa nazaj v dolino, upam, da ste vlogo uživali, veseli bomo ostalega novega naročnika in se vidimo naslednji mesec. Čau!